Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 66. epizodo podcasta Goreči grm. Za to epizodo se ti bo morda na začetku zazdelo, da ne sodi čisto v ta podcast. Zakaj bi v podcastu, ki temelji na osebnih zgodbah, govorili o že skoraj političnih temah, o odnosu katoličanov do civilne družbe in nevladnih organizacij? Velika večina gostov Gorečega grma je katoličanov, velika večina tudi deluje v nevladnih in neprofitnih organizacijah. Zagotovo sta takšni več kot 2/3 gostov. Po drugi strani pa opažam, da gredo mnogim katoličanom izrazi, kot so nevladne organizacije, civilna družba, javni razpisi in podobni, zelo na živce. Kaj torej zdaj s tem? Po eni strani verjamemo, da je delovanje v civilni družbi bistveno za uresničitev naših gorečih grmov, po drugi strani pa se nam vse skupaj malo upira. Na Socialni akademiji smo zato izvedli raziskavo o odnosu katoličanov do javnega delovanja in do nevladnih organizacij. Povezavo s to raziskavo najdeš v spremnem besedilu te epizode in ti jo res priporočam. Kratka in lično oblikovana knjižica z nekaj sličicami. V epizodi pa o ugotovitvah raziskave, seveda pa tudi o njunih gorečih grmih, spregovorimo skupaj z Alenko Blazinšek, štajersko Primorko, s katero že vsaj 2 desetletji skupaj delujeva v nevladnem sektorju, in pa z Andrejo Snoj-Kršmanc, mojo novo sodelavko, ki je tudi sodelovala pri izvajanju tega zanimivega raziskovanja odnosa katoličanov do civilne družbe. Publikacijo lahko preletiš že tudi kar med poslušanjem s klikom na povezavo, sicer pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Andreja in Alenka, dobrodošli v Gorečem grmu. Živjo. Živjo. Lepo vajo je videti, Alenka, tebe še dokaj po dolgem času, zdaj se kar nekaj mesecev nisva videla. Andreja je pa naša nova sodelavka, zdaj 3 mesece in se kar veliko bolj pogosto vidimo in mi je zelo veselje. Tudi meni. Zgodba o nastanku tega podcasta je pravzaprav ta, da sva z Andrejo in še s kolegico Sanjo Bah Brodnjak, ki jo lahko spoznate v prejšnji epizodi, smo naredili raziskavo o odnosu katoličanov do civilne družbe, nevladnih organizacij in javnega delovanja. Več razlogov je za to. Situacija družbena in politična je itak že razgreta, polarizirana že kar nekaj časa, zdaj v času pred temi referendumi, morda še nekoliko bolj. Začela se je pa stvar goditi septembra lansko leto, ko je ministrica Sanja Ajanović Hovnik odstopila, zato ker je bil denar nevladnim organizacijam podeljen neustrezno, netransparentno in tako naprej. To je tudi Socialno akademijo kar močno škodovalo, ampak se je potem videlo, koliko sovraštva je do nevladnih organizacij bilo, tudi med katoličani. Kaj je zdaj na tem? A je ustrezno, da ne maramo nevladnih organizacij ali ni? Andreja, ti si taka predana katoličanka, kaj ti misliš? A je ustrezno, da katoličani ne maramo nevladnih organizacij? Ja, v bistvu mene je kar presenetilo to, da v bistvu je to en del neke družbene sfere, v kateri v bistvu zelo malo vemo, kera je, pa imamo zelo močno mnenje o njej, hkrati se pa držimo ful stran, samo opazujemo, komentiramo, nismo pa tam. Imaš ti kakšno mnenje, Alenka, še? Ja, glede na to, da delam na stičišču, smo se morali s tem soočiti, takrat, ko smo postavljali program. Ker zelo hitro smo ugotovili, da je beseda nevladnik v okolici Ljubljane strašno nezaželena. Mi smo bili precej pragmatični tukaj in smo rekli, ja, prav, gremo pa na društva in zavode. Ampak v grobem nekako moj oseben pogled na to, zdaj tu ni nobene raziskave zadaj, je to, da nevladnike percepiramo zagovorniške organizacije, medtem ko vsem ostalim pa tako v
med ljudmi jih nihče ne percepira kot nevladnike, ampak kot društva in zavode, kjer se dela prostovoljno in srcem. In mislim, da je to taka neka pavšalna delitev. In potem ljudje praktično ne, da ne marajo društev in zavodov, ampak ne marajo nekaterih zagovorniških organizacij, ki so zelo glasne in velikokrat zagotavljajo neka stališča, ki niso vsem všeč. Mogoče tukaj bi za poslušalce pojasnil, da nekako dve glavni funkciji neprofitnih organizacij oziroma civilne družbe sta storitvena in zagovorniška. Storitvena pomeni, da se obračajo organizacijah prebivalcem, recimo ko Karitas razdeljuje hrano ali pa ko zbor izvaja svoj koncert ali pa ko skauti izvajajo tabore, takrat, ko so proti končnim uporabnikom obrnjeni. Zagovorniška funkcija je pa takrat, ko skušamo pritiskati na politiko, da se nekaj spremeni, ali to delajo organizacije z v narekovajih pravicami ali pa interesi istospolnih, ali za obrambo živali, ali pa za splav, evtanazijo, ali pa pač proti, z katerekoli strani. Vsak pritisk na družbo je nekako zagovorniška. In tvoja teza, Alenka, je, če te prav razumem, da nam grejo na živce bolj zagovorniške organizacije, te storitvene so nam pa prav čist luštne. Seveda, se vsak župan podeli vsa priznanja vsem društvom enkrat na leto. Te imamo v resnici zelo radi in tudi zelo močno smo navezani na njih. Mnogi ljudje, sploh v starejših letih, se močno identificirajo z njimi, ne bi pa sebe opredelili kot nevladnika, pa morda, če gremo še dlje, zakaj ne, zato ker rečejo, da oni se pa nič ne pritožujejo, pa samo delajo. Se pravi, nevladnik je tisti, ki se pritožuje. Mislim, dostikrat je med ljudmi tako, ker redko kdaj pa res se tako močno odrazi, pa sliši neko večinsko mnenje, neka sredina. Vedno se na glas govori o nekih skrajnih stališčih, za ali proti. Zelo redko se pa na glas govori o nekem, kar bi praktično se nikomu ne zdi sporno. Ko govorimo o zagovorništvu, gre kristjanom strašno na živce en pol zagovorništva, Ravno v petek pa sem poslušal en podcast, ki ga zelo pogosto poslušam, en političen podcast, malo bolj iz leve sredine, Tam je pa samoumevno, da se iz Aleša Primca človek posmehuje, To je nerelevantna oseba v tistem podcastu, pa so to strašno izobraženi ljudje, Kao v smislu, spet so referendumi, in je zopet naplavilo Aleša Primca in pol je bil še celo komentar, še dobro, da ni spet Vilija Kovačiča. Prav ena slovenska skreganost, bipolarnost spet. Ali je bipolarnost ali je večpolarnost, se ne vem. V realnosti bi jaz rekla, da je večpolarnost, sliši se pa samo za in proti. A z ljudmi, s katerimi se pa jaz pogovarjam, pa običajno zagovarjamo neko zmirno srednje stališče in so pripravljeni prisluhniti obema, ampak neka srednja pot. Slišimo pa res vedno in v medijih in na nekih javnih debatah in nekje samo za in proti. Ta vmesni prostor izginja in mene to izjemno moti. Meni je bilo, Andrej, ko smo se pred epizodo pogovarjali, zelo zanimivo, kaj si ti rekla, kaj je pokončna drža, Je pokončna drža pot dialoga ali je pokončna drža pot jasnega zagovarjanja svojega stališča, Ker meni se tudi zdi za kristjana, da je prav, da ima pokončno držo, Ampak ta pokončna drža je lahko Jezusovo predaja samega sebe na križ. Lahko je pa tudi, vedno se omenja tisti tempelj, da se tam razvija in tiste pol da kot univerzalen primer. Jaz Jezusa občudujem v tem, da z eno tako mirnostjo vedno pove resnico in da jo sliši tisti, ki jo želi slišati. Kaj ti misliš, kaj je zdaj ta pokončna drža? Kaj sem jaz razmišljala o tem, morda tista ena zavest, kdo sem, moja identiteta, ki jo pa mogoče premalo spodbujamo, premalo gradimo, Identiteta, ki te ne rine v skrajnost, rine te v to, da spoznavaš sebe, da dobro spoznavaš, skozi kaj greš ti, ob čem rasteš, kaj ti pomaga rasteti, in ko ti dobro sebe poznaš, boš znal ceniti pa spoštovati tudi rast druge osebe, ki je zraven tebe, ki ima lahko čisto drugačna stališča, ki je prišel lahko čisto do drugačnih misli, ampak veš pa, da je do tja prišel mogo nekaj vložiti. In se mi zdi, da mogoče nam tega nekako manjka,
v bistvu jasne identitete, jasnega stališča, pokončne drže, ki pa ne preprečuje, da se jaz srečam lahko z drugo jasno držo in z drugim pokončnim človekom. Kaj zdaj, ko si to govorila, se mi je posvetil tako, kristijani premalo delamo na svoji identiteti. Tukaj se strinjam s tabo. Ja. Ampak po drugi strani, pa ko hodim po vseh teh evropskih dogodkih, pa konferencah, je tema čisto vseh je identiteta. Spolna identiteta, kaj sem, kater spol sem, kater ne. Skratka, cel svet, a zdaj tezo postavljam, cel svet razen kristijanov se sprašuje o svoji identiteti. Jaz sem bila zadnjič na enem usposabljanju, ki smo se pogovarjali na glih o spolni identiteti, ne, in sem razmišljala potem na koncu, da je meni osebno oseba toliko nekaj večjega od tega, ne, da se pač nikoli že tam ne ustavim, ne. Kjerkoli že sem delala, kjerkoli že sem bila v stiku z ljudmi, ni bila to stvar, na kjer so stavim. Kako zgledaš, kaj, ne vem, s kom si, a ne, ampak si človek, si eno fantastično bitje. Mislim, slišala sem en dober, se ne vem, če pa še to sem, ne, ampak eno zanimivo misel, ne, prav, da smo se rodili, že pomeni, da smo zmagovalci, a ne. Zmago je unen spermatozoid, ki je uspel, a ne, za razliko od tavžnite unih, ki niso uspeli in ki so propadli. Se pravi, že to, da smo se rodili, smo zmagovalci, smo nekaj vrednega, smo nekaj velikega in naredimo nekaj iz tega, kar smo. No. Sej se mi zdi, da na tej predpostavki na nek način tudi tale podcast temelji, ne? Podcast Goreči grm temelji na tem, da je vsak človek edinstven, da je v vsakem človeku neskončno potencijala in da iz tega daru, iz tega potencijala sledi tudi neka odgovornost za to, da pustiš sled, pustiš pečat v tem svetu na nek način. Ne? In mogoče bi bil zdaj čas, da tudi vidve, ker smo vendarle v Gorečem grmu, ne, podelita svoji mini zgodbici o tem, kako sta pa vidve zašli v nevladni sektor, mogoče Alenka. Ja, meni je bila to taka logična pot, pa nikoli nisem planirala, da bom pristala v nevladnem sektorju, pa ne vem, če bi ga sploh tako imenovala. Pa ne zato, ampak ja, sem direktorica zavoda Nefix. Jaz sem rojena v kraju, ker je ogromno društev in vsi so člani nekega društva in pač je logično, da če si ti pel v otroškem pevskem zboru v šoli, boš potem tudi pel v cerkvenem pevskem zboru in potem boš še šel kako kulturno društvo, ker si na proslavah sodeloval. Bodimo pač iskreni, ne, v nekem manjšem kraju tudi nimajo tako velikega nabora učencev in tisti, ki si upa na odru kaj povedati, je kmalu vse povsod, ne, in mene je pač ta pot preprosto vodila tako. Potem sem imela pa to srečo, da sem prišla v katoliški študentski dom, Frančiškov študentski dom v Šiški. Sreča temu rečeš. Ja, jaz rečem sreča, tisti dom me je zelo oblikoval, zato ker je bila tam močna skupnost, ki je pač pustila močan pečat na mojem življenju, kakorkoli, ker so prihajali ljudje iz istih, ampak spet s tem odnosom, da pač prispevaš skupnosti, se vključuješ in si tam in me je pač kolegica od tam pripeljala na društvo Mladinski ceh, kjer se je pa potem tudi rodil ta Nefix in meni so bile te stvari, ko so se tam dogajale, tako logične, se sem jih doma videla, ne. Meni je to bila pač očitno nekako kar položena ta pot. Ni bila, da bi pa jaz se narekla, zdaj se pa odšla v neko društvo, wow, ne, ampak... Ja, pa bom aktivno participirala, ne. Ne, jaz sem pač tam bila, to sem poznala, ne. Dejansko te dejansko malo naplavi, ne, če uporabljam prejšnjo besedo, in pol tam vidiš, kaj vidiš, nek smisel? Ali neko uresničevanje, skupnost si videla ti, ali kaj? Jaz sem pa človek skupnosti, ne nujno ene velike, jaz sem rada človek večjih manjših skupnosti, kjer lahko pustim nekaj svojega in potem rada grem tudi naprej, če glih so mi skupnosti še vedno všeč, ampak sem aktivna v različnih, a ne. In kako si potem prišla do teh besed nevladnih organizacij, naj razložim mogoče za poslušalce, no. V Sloveniji so nevladne organizacije, pač jih je več kot 20,000 in imajo določene podporne organizacije, ne. Na nacionalni ravni je to CNVO, Center nevladnih organizacij Slovenije, pa imamo pa še koliko v Sloveniji 12 statističnih regij in v vsaki statistični regiji je ena podporna organizacija in za ljubljansko statistično regijo je to zavod Nefix, ima projekt Stičišče središče, ki ga Alenka tudi sovodi ali vodi, kakorkoli. Tako je, koordiniram to. Ja, kako? Dejansko smo morali tudi
lastno organizacijo postaviti na noge, tam razviti mladinski center, tam razviti druge funkcije, napredovati z njim in potem ugotoviš, da v bistvu te itak že ljudje iz drugih društev sprašujejo, kako ste pa to napravili, kako ste pa uno napravili, pa smo imeli še v naši organizaciji nekoliko sreče s kadri, ki so se tudi digitalno znali kar precej obrniti, pa mednarodne povezave so bile močne, tako da morda smo kar, mislim, da na večino vprašanj, ki jih imajo društva in zavodi, znamo odgovor, če pa ne, pa pokličemo pomoč. Tako da se nam je zdelo to se prijaviti za to stičišče precej logičen korak, ker so se organizacije že tako ali tako obračale na nas. Ne? Tako da, ja, spet ni bila to neka taka neverjeten korak, ampak nek logičen razvoj, ne, ko si v tem sektorju. Andreja, tvoja pot je bila pa čisto drugačna. Ne, drugače imam, ne vem, spomine na to, kaj sem odraščala v Srbiji, tam nekje med 10 in 22 letom starosti. In pač družba je bila takrat v takšnem stanju, da je klicala po neki akciji. Ne. Preveč je bilo bede, beguncev, revščine, sirotišenc, vsega, da bi lahko v bistvu zamižal in šel mimo. Ti si bila v Srbiji med bombardiranjem NATO, ne? Ko so Srbi napadali, ko so bili Slovenci za vse krivi. Tako, najboljša 90. leta, nostalgična. Ja. Ste veliko protestirali, ne? Veliko smo bili na cesti in čutil si lahko, da se narod prebuja oziroma da čuti, da ima lahko glas, da zahteva več od življenja, kakor jim je bilo dano. Ampak veš, kaj meni ni jasen, ne? Vi ste kar fasali za poslušalce, mogoče Andrej in brat Janez je bil gost čisto v prvi epizodi in je to zelo natančno popisal, koliko je v Srbiji fasal in tako naprej, ne? Ti pa tako, ja, mi smo bili veliko na cesti, mi smo ta narod, ki se prebuja, pa tako, kako da si se ti toliko poistovetila z njimi, če ste po drug stran od njih fasali in tudi ti vem, da si imela kar izzive, ne, v šoli pa to. Sem jih imela, niso bila lahka leta, danes vem, da se temu reče bullying, takrat pač nismo temu še tako rekli. Ampak morda, ne vem, zaradi samega razloga, zakaj smo šli v Srbijo, glede na to, da je bila to neka zgodba o misijonu, se mi zdi, da je bilo zelo povezano tudi s tem, zdaj ne vem, jaz nisem čisto prepričana, a to piše v Svetem pismu ali ne, ampak ja, razumela sem to, da Jezus tudi od mene, da tudi mene prosi, da imam rada tuj narod kot svoj lasten. In jaz imam svoj narod tvoj rada. In mi je bilo to nekako, ne vem, bila sem tam, čutila sem, da sem... To si ti štekala pri 10 letih? Po moje, da ja. Wow. Po moje, da ja. Seveda drugače pri 10, pa drugače pri 22. Ja. Ampak ta neka zavest, ja, meni je bilo kar pomemben vedno si odgovoriti, zakaj. Zakaj sem tam, zakaj se nekaj od mene zdajle išče, prosi, ne vem. Zakaj bom odgovorila ali pa ne bom odgovorila na neki, no. Ja, in v bistvu biti z njim na cesti je bilo, jaz sem čutila z njimi to veselje, ta preporod, to nek nov vdih, nek nov zagon. Veselila sem se z njimi, nisem v enem trenutku pomislila, saj jaz nisem del te zgodbe. Mora. In si pa zelo, tista zgodba mi je bila zelo zanimiva, da si zelo jokala na vlaku nazaj grede iz... Joj, ja. Ti si prvi letnik stomatologije, ne, v Srbiji naredila? 3 leta sem naredila stomatologije v Srbiji in potem sem v enem trenutku začutila, da je pa moja domovina le Slovenija in da se želim svoje življenje nadaljevati tukaj. In sem to povedala tudi staršem, ki so se s tem strinjali. Bilo je glih tako ta prav trenutek, da to naredim, tudi glede faksa. In sem v bistvu prva odšla iz družine, ne, nazaj v domovino. To je bilo kar težko, ker mi smo bili kar tim, ne. Naša družina je bila tako, to ni bilo samo starši in otroci, mi smo bili taka ekipa. In zdaj raztrgaš to ekipo, a ne, nekako greš na svoje. V bistvu, če so zunanje okoliščine toliko močne, ne, ja, deluje kot timbenik, ne, kot bi rekli Srbi, što ne ubija jača. Ne? Ja, točno to, ne, strneš svoje vrste. Sicer še z mnogimi drugimi tam to, ampak recimo, ne, in potem na vlaku proti, se pravi, pospremite me oče in mama na vlak, jaz grem na vlak in jokam, kadaš, ne. Eno ogromno potovalko sem imela, usedla sem se in nisem mogla nehati jokati do Zagreba, ne. To je, 5-6 ur tiste vožnje. Vsi ljudje v kupeju zraven mene, to je popoln kupe, so bili tih vse ure, ker
ne vem, kaj so si mislila, ne? Ampak pač meni so sam solze tekle, jaz nisem mogla nehati. Ne? In tam neko v Zagrebu se jaz približno spravim k sebi in neham jokati in en fant zraven mene zbere pogum in reče, kam pa ti greš, ne? Tako zelo delikatno. Pravim, jaz selim se, ne, iz Beograda v Ljubljano. A res, a si živela v Beogradu? Ja. Koliko časa pa? Pa pravim, jaz zadnjih 12 let. Pravim, in ti jokaš. To mi je bilo najboljše. In ti jokaš, ja. No in kako si potem to civilno družbo tukaj, to slovensko družbo spoznala? Ja, bila sem zelo tako, ne vem, mogoče nostalgična, ker so rekli, ne vem, bil je neki protest takrat v tistih letih, sploh ne vem več, kaj je bilo. Borijo se za ne vem, kjere pravice, ok, gremo je zraven, itak sem se učila v CTK-ju, ne, gremo sam ven na trg, da vidim, v zuni pa muska, jabolka se delijo, cel žur, ne. In tako, in jaz sem, manjko mi je tist naboj, tistga, mi se za nekaj res borimo, no, tako. Testosteron srpski. Jo, ja, bil je žur, bil je ono kao, koliko smo mi fajn, malo smo pač za 1 uro skup, pa gremo pa domov in jaz sem rekla, ampak dober, kaj pa si želimo, kaj pa bi radi, a ne, in... To me pa malo na COVID spominja, pa na kolesarjenje. Takrat so tudi ljudje prišli malo skup, pa niso čisto točno vedeli, kaj je bila radi v bistvu, ampak so dejansko je bila pa največja potreba, da prideš skup, ne? Ja, po moje je treba vedeti, kaj je kdaj znak protesta. Kako pravijo, da včasih si bil upornik, če si se tetoviral, danes si pa upornik, če se ne. Pač. No in ko smo delali s Sanjo in Andrejo to raziskavo o odnosu katoličanov do nevladnih organizacij, ena taka zelo močna stvar mi je bila, da iščemo voditelja ves čas. Ne? Se mi zdi, da imamo katoličani v Sloveniji in bi se rad še pol vrnil nazaj k tem, kaj sploh pomeni katoličan, ker meni je skozi manj jasno to po svoje, ampak da smo navajeni, a ne, da smo nekako ovce enega pastirja in v metafori oziroma v primerjavi s Kristusom to čist deluje, ampak mi pol to tudi do človeških potomcev prenašamo, se mi zdi, ne? Da morajo škofje to pa to narediti, da morajo politiki to pa to narediti in naj se že kdo jav za voditla, ne? In mi ga bomo podprli, ne? Ampak naj stop naprej, ker jaz ne bom, ker mi to lahko škodi v službi, ker mi to lahko škodi v zasebnem življenju, ne? Kjera pa te pa, Andreja, kjera te je najbolj tako presenetila, recimo? Ja, ta o voditelju je absolutno, mene je mogoče najbolj presenetilo to, ko smo vprašali, se pravi, videli se je, da smo katoličani zelo aktivni, ne? Da delujemo, tako kot si rekla, Alenka, milijon društev, enih pobud, akcija, zbori, ono drugo. Smo pa vprašali, ali si kdaj razmišljal, da bi to, kar si delal kot prostovoljc, bila tvoja služba, je bil pa praktično odgovor skoraj 100% ne. Celo, ko bom rekla, stavki, ne, kot da to ni častno delo oziroma meni bi bilo izpod časti, če bi to delal, če bi zato, ker sem delal kot prostovolec, dobil denar, a ne. Nekaj je služba, tam sem razvijam nek produkt v tem smislu, tisto, kar še dam zraven, je druga stvar, hkrati pa vsi ugotavljamo, da imamo vse manj časa za te prostovoljne popoldanske ob vikendih stvari, kar je življenje ratalo zelo hitro. Tele sem na hitro počekiral, 70% naših anketirancev je trdilo, da ne moč hkrati delati stvari za dušo in za njo prejemati denarja. 30% se pa s tem ni strinjalo. Ne? Se pravi, več kot 2/3 ljudi trdita, da če delaš za dušo, ne more biti to še denar upleten zraven. Se pravi, da smo mi trije na nek način duše prodali. Pa ne prav bogato. Niti to ne, ja. Ne. Ko bi bili vsaj zaradi denarja. Ja, jaz to mislim, da je tudi, si ne vsi ljudje predstavljajo, kako to sploh poteka. Ne? Ja. Zaradi tega, ker veliko je tle zadnje organizacije za to, da nekdo lahko dela za dušo. Ja. Ker brez neke infrastrukture je tudi tisto delo za dušo lahko v zelo nekonstruktivno, pa nikamor tudi se ne upne in ne doprinaša. Ne? Tako da jaz mislim, da
ta rezultat kaže tudi na to, da si ljudje ne predstavljajo celotne razsežnosti tega in da ne vem, če so čisto zares razmislili. Zato, ker neka velika močna organizacija, ki v končni fazi potem pa pritegne ljudi, rabi organizacijo, kakorkoli že. In ljudi, ki bi pa tako z veseljem prostovoljno ves čas delali in žrtvovali ne vem koliko ur, je pa čedalje manj. Starajo se, to je pa čisto evidentno, vsakodnevno opažam to pri svojem delu, da recimo to društveno, prostovoljno delo je pač lastno generaciji, ki je bistveno starejša od nas, generacije, ki so pa mlajše od nas, pa za vsako prostovoljno delo, če že ne plačilo, v denarju, v financah, pa potrebujejo veliko pohvale, motivacije, mentorstva in še potem je neka kondicija bistveno kratkotrajnejša kot pri prejšnjih generacijah. Jaz mislim, da tega duha pač generacijsko nismo znali prav dobro prenašati naprej. Tako da jaz mislim, da to je tudi posledica nekoliko tega, da pač nam ni na prvo žogo jasno, kako sploh vse skupaj deluje. Ja, ker tudi malo je drugače najbrž. No, jaz, ko sem v 90-ih in v začetku 2000-ih pri skavtih odraščal, jaz sem dal po približno 10-12 ur na teden prostovoljnega dela, ampak to zdaj tudi vidim pri skavtih ni več taka številka. In vprašanje je, koliko družbenih sprememb se res lahko na ta način naredi. Ravno prejšnji teden sva pa z Andrejo na Facebooku brala ene poste, da pač strani katoličanov, da vse prave nevladne organizacije ne prejemajo denarja. Tako. Jaz se ne spomnim točno. Od države, napisano, seveda. Ampak ja, tako zelo na eno ali na drugo stran. Ja, ker 92% anketirancev, to je kar 92%, je pa reklo, da na drugi strani ne vejo in nimajo vpliva, kam ta denar za nevladne organizacije gre. Tukaj je pa ena druga stvar, ker se mi zdi, da vendarle v Sloveniji zelo veliko stvari dajemo preko države in razdeljujemo preko države. Veliko davkov si poberemo in potem te davke nekdo razporeja in državljani se počutimo, jaz tudi na nekih drugih področjih. Kako ti doživljaš, Alenka, to, da državljani trdijo, da nimajo vpliva na to, kam gre denar za nevladne organizacije? Ja, tudi jaz bi verjetno tako odgovorila, čisto po pravici, zaradi tega, ker sej tudi za zdravstvo nimam vpliva, kam bo šel. Sej tudi zaradi tega, ker smo pač navajeni, da vsa naša angažiranost na tem področju, ko se deli denar, je pač to, da damo glas tistemu, za katerega mislimo, da pač nas bo najbolje zastopal in to je to. Sej nimamo nikjer, recimo ne vem, če gremo na lokalne ravni, že tam nimamo občutka, da bi lahko delili denar, če ravno tam bi bilo verjetno lažje, ker v krajevnih skupnostih in tako naprej je kar pomankanje ljudi, ki bi želeli prisostvovati in v končni fazi tudi nekaj denarja lahko vplivali na razdelitev, ali pa mogoče je tudi lažje priti v občinski svet, kakor v parlament, ampak ta občutek izvira iz tega, da nimamo tega vpliva zares, pa mogoče prva misel mi je bila ob tem, pa se nas šola nauči, da država tako za nas poskrbi, sej skozi obšolske dejavnosti pa skozi to. Recimo jaz vidim, da obšolske dejavnosti zelo izrinjajo tudi to nevladniško komponento mladinskega dela, ker praktično ti šola zapolne čas do 4, 5 celo, kakorkoli, in potem kdaj ob sobotah imaš pa pol čas za skavte mogoče, ker je to čisto tvoj prosti čas. Tako da nas sistem praktično uči tega, da smo popolnoma odvisni od njega. Kako bomo potem na drugi strani pričakovali, da nekdo, ki nikoli ni razmišljal o tem, bo pa rekel, da ima vpliv, da bi lahko sodeluje, pa da pozna mehanizme, kako se to naredi. Ja, točno tako, ko si rekla. Šolstvo je zelo natančno določeno. Mi smo država z daleč najmanjšim deležem zasebnih šol v Evropski uniji. Po drugi strani je pa glih argument nekaterih, ja, pa sej največja nevladna organizacija v Sloveniji je pa itak katoliška. Zavod Svetega Stanislava ima več kot 200 zaposlenih in to je največja nevladna organizacija v Sloveniji. Ja, ampak se ukvarja s storilnostjo, mislim s drugimi storitvami, ne z zagovorništvom. Ja,
Sej to je tudi zanimivo, ne? Ko smo delali z Andrejo in Sanjo to raziskavo, ker mi smo naredili najprej 11 fokusnih skupin, da smo pa te trditve sploh dobili. Ne? In iz fokusnih skupin je zelo ven padel, da če si katoličan, je že lepo, da delaš v katoliškem šolstvu, medtem ko ni pa fino, da delaš v nevladni organizaciji. Ne? V katoliško šolstvo so vse nevladne organizacije. Ne? In tudi bilo je tako, da da je prav, da so katoliške šole podprte, ni pa prav, da so nevladne organizacije podprte. Ne? Tako, Ja, ampak to je dvolično samo v kontekstu, ko ga mi razumemo, ker ljudje pač razumejo čist drugače to in razumejo, da so nevladne zagovorniške, tako kar sem že rekla na začetku, in vse ostale pa, ki so storitvene ali kakorkoli, pa pač, da to niso nevladne, zato so ti odgovori. Meni se zdi, da je to dosti logično, bi pa morda komentirala še to, da verjetno ti je bistveno lažje delati v katoliškem okolju, če si katoličan, kakor izven tega okolja. Si mislim. Ja. Pa tudi morda, ne vem, katoličani prepoznajo zagovorniške nevladne organizacije, predvsem tiste, ki morda zagovarjajo vrednote, ki katoličanom niso tako blizu. Ja. In potem imajo občutek, da se ta zagovorniška funkcija izvaja samo nekako proti njim, oziroma in je podprta strani medijev in je podprta strani države in je to ena taka velika gora, ki jo pa mi katoličani ne zmoremo še, ker se tega zagovorništva nikoli nismo ne učili, ne ga razvijali, ne delali na temu, prepoznamo ga bolj kot neko mešanje megle. To je bil izraz, ki smo ga dostikrat slišali v fokusnih skupinah. Ne pa nekaj, kar dejansko prinaša neke pozitivne učinke na našo družbo in potem izpade, da daješ davke za to, da nekdo pluva po tvojih vrednotah, kakor je nekdo rekel. In to potrjuje tudi teza, kar 89% ljudi nam je reklo, da je današnja družbena situacija z vidika katoličanov bolj ali manj zavožena. Pa jaz ne mislim, da sem z vidika katoličanov. Jaz bi rekla, da poznam tudi veliko ljudi, ki ne bi se v prvi vrsti identificirali s tem, pa mislijo, da je zavožena. Tako da jaz mislim, da je to kar širša percepcija. Samo se mi zdi, da so drugi elementi zavoženosti, ki skrbijo te ljudi, ne? Ali kaj? Zna biti, v veliki meri pa so kar istino. A res? Tudi. Ja. Jaz tako, ko se pogovarjam, imamo vsi tisoče razlogov za... Kolikor poznam ljudi, ima vsak človek svoj nabor tako 10 najljubših razlogov, zakaj se mu družbena situacija zdi zavožena. Ja, zdaj, če bi hotela naštevati, bi preveč posploševala v tem trenutku, ampak zagotovo imamo vsak svoje. Samo se, ne vem, v mojih krogih se zelo hitro strinjamo. Po mojem nimamo konsenza, kam sploh gremo, ne? In pa je malo tako, kot medvedek pup reče, kam pa greva, prav ne vem, pa sta šla. Ja. In pol nekam gremo in v bistvu ne vemo čistočno. Mi je pa bilo zanimivo že prej vprašanje, kdo sploh je katoličan. Se mi zdi, da si in to ti pred oddajo, ko smo se pogovarjali, Alenka, in ti, Andreja, ko si govorila o tem, da razvijamo svojo identiteto in da jo iščemo. Ne? Koga sploh mislimo kot katoličana, ker splošno mnenje je tako, ne? Katoličani smo proti splavu, smo proti evtanaziji, smo proti legalizaciji posvajanja, smo proti tem, da dovolimo posvajanje otrok v homoseksualne pare in tako naprej. Ne? Ampak v resnici, če bi šel delati človek anketo med katoličani, se pravi med tistimi, ki so krščeni, bi videl, da je daleč od tega. In tukaj se potem razvije vprašanje pravega katoličana. In kdo je zdaj ta pravi katoličan? Ne? A so to nedeljniki, torej tisti, ki grejo približno vsako nedeljo k maši, ali kdo je tisti pravi? In tukaj je zdaj tisto vprašanje, koliko sploh tukaj kategorizirati, koliko ne, in kaj dobimo, če kategoriziramo, in kaj izgubimo, če kategoriziramo. Ne? Ker če ne kategoriziramo, se sploh nitak ne moramo nič o drugem pogovarjati, kot samo o lastnih občutkih. Ne? Kdo je zdaj pravi katoličan? Ali pa kako bi sploh... A ima sploh smisel to početi? Joj,
Meni je to tako obširno vprašanje, ampak zaradi tega, ker sem sama izpadla z tega mehurčka, jaz dostkrat katoličane tudi doživljam, kakor da so nehote nevede v nekem svojem mehurčku med ljudmi, ki itak isto mislijo in med ljudmi, ki se iste stvari pogovarjajo, otroci, če se leda grejo v katoliške šole, če ne pa vsaj na verouk s skautom in je to taka neka zaključena celota. Jaz pa nekako življenje me je pripeljalo do tega, jaz sem vedno iskala tudi druge poti, kot sem že prej rekla, veliko enih skupnosti drugih in veliko mojih kolegov ne spada v katoliški krog. Ne? Sem bila dostkrat soočena s tem, pa se ti si tako v redu, kaj ti si res hodiš v cerkev? Ja, mislim, tudi to nerazumevanje, da je lahko kristjan nekdo, ki pač morda ne hodi zdaj s križem v krog cel čas, no, in se mi zdi, da je to res neko tako obširno vprašanje, ker če se pa zoži to res na te, jaz jim rečem, pravoverne, ne, ki pač sledijo vsem tem, se mi zdi, da veliko ljudi iz tega hitro izpade, ker jih življenje tja pripelje, recimo situacije, ki se ti zgodijo, ločenost, življenje na koruzi, homoseksualnosti, IVF spočetje, kakorkoli, zelo hitro si lahko ti zunaj tega kroga, nehote nevede in se čutiš nekako neustrezen za to, da bi kakorkoli se deklariral navzven, da ne bi pa kakega slabega zgleda kam potegnil, ne? In potem se mi zdi, da tisti ostali, ki pa ostanejo pač čisto pravoverni, imajo pa še drugo neko, tako kot jo jaz opažam, sploh v kakih manjših okoljih, ne? Kjer se ljudje zelo dobro poznajo med sabo. Gre pa v to, da nekdo v nedeljo hodi k maši, bere berilo, je eminenten član skupnosti, njegovo življenje kaže pa drugačno sliko. In potem tudi drugi ljudje, pač, ki to vidijo, sprejemajo take kot zelo dvolične in tudi ne želijo biti del te skupnosti potem, ne. Če pa se vrnemo nazaj k tistim kristjanom, ki so v svojem mehurčku, pa bi rekla, ne vem, nimam preštetih, se mi pa zdi, da je potem to kar manjšina. Meni tudi te kategorije niso ravno blizu, morda tudi zaradi Srbije, kjer si odraščal v neki skupnosti, ki je bila tako majhna, katoliška, da si ti enostavno mogel biti odprt. Ker ne, tukaj v Sloveniji je ta mehurček malo večji, malo širši, ti omogoča, tako kot si rekla, skavte, pa uno, pa drugo, pa tam pa ni, ne, zdaj pa zapreti se v to kozek prostor ni nikomor glih prijetno, ne, si mogel iskati poti dialoga, mogel si iskati, ne vem, sogovornike izven tega kroga in jaz se rajš naslanjam, bom rekla tako, direkt na evangelij, recimo, kjer si mogoče te stvari, ki nam jih je Jezus rekel, ne, pač razlagam širše, v smislu, hočem jih razumeti, da to velja za vse nas, ne, če reče, ne vem, ljubite se med seboj, ne, nič ni rekel, vi katoličani se ljubite med seboj, ali pa ne vem, ni nas omejil, ne, jaz pravim, mislim, že Jezus sam ni bil katoličan, ne, če tako rečem. In v celem svojem življenju je bil sam pa eni maši, ne, če smo čisto iskreni. To zadnji večer. Pač, ja, ni imel on teh pravil, no, in razumem, da jih cerkev mora postaviti in da neka pravila mora biti tako, kot so posodne. Pa sej mislim, da to ni problem, dokler ne pride do reprezentativnosti, do zastopanja tega navzven. Takrat pa tisti del, ki se ne čuti tisti pravoveren kristjan, pač odpade, ne, po moje. Lahko, no. Veš, kaj mi je bilo zanimivo? Po moje imaš ti mene za pravovernega, ne? A naštejem, zakaj? Ne, sej, lahko, ampak tudi jaz se strinjam s tem, ker ravno to sem hotel reči. Ti si tako dobro zanimivo rekla, življenje te pripelje v situacije, da nisi več pravoveren, a ne, in pa si naštela ločenost, ne, ker te res življenje lahko pripelje, ker ni samo od tebe odvisno, ne. Potem si naštela koruzništvo, ki je že malo bolj, ne. Jaz sem, recimo čisto, če grem na osebno pričevansko, grešen človek in se za marsikaj nimam pravoverenga, ampak jaz sem si to pravovernost sam vzel. Sam želim biti pravoveren. Sam želim odgovoriti na ta klic ljubezni da pripadam. In to ne pomeni, da pripadam vsakmu škofu in tako naprej, in to ne pomeni, da jaz ljudem ne povem, in to ne pomeni, da nisem imel let 7 krav suhih, ne, ko sem sam jaz vedel, da sem pastoralni delavci in nihče okrog mene tega ni vedel. A ne, zato ker so praktično vsi razen 2-3 ljudi, jim ni bilo več mar, ne. Ampak je moja odločitev, da bom pravoveren,
In to seveda je pa potrebno imeti tudi dovolj enega preizpraševanja, in to te itak, če se ti predaš v to pravovernost, ne, če ti se predaš, te bo itak Sveti Duh vodil v sem pa tja, ne bo te dal v nek okvirček, ne, ker Sveti Duh je Božja oseba, ki te ves čas s pogumom navdaja, da greš izven svojega robu, ne. Ja, ampak tu zdaj govoriš res o svoji odločitvi, pa svojim razmerjem do Svetega Duha in Boga. Nisi pa omenjal mogoče skupnosti, ki pač v enih okoljih morda dovoli eni ločeni ženski, da se tako odloči, deklarira in predstavlja, v kakšnem okolju pa ne. Kaj, da je skupnost, Ja, recimo pač, da je v župniji, rekla, ti pa nimaš kaj govoriti, ker si ločena, ti pa nimaš kaj reči zase, da si kristjanka. Mislim, sej ne reče nihče direktno, ampak morda ne more voditi kakšne cerkvene zadeve, kot je pevski zbor, Karitas ali kaj takega, ne. Ampak jaz poznam Se župnijo pravi, v Sloveniji, kjer ne rabiš biti ločen ali pa ne vem, kaj od teh stvari, ki si jih naštela, zato da si izločen iz te skupnosti oziroma ne moreš sodelovati. Točno tako, Dovolj ja. je, da si se poročil v to faro, nisi bil pa rojen v tej fari. A ne? Ali pa Tako da si ženska. Recimo Ja. prejšnji mesec smo poslušali pričevanje, da je eni funkciji vodje pastoralne službe ali nečesa na škofijski ravni pripadlo avtomatsko še 5 drugih mest v nekih svetih in nekaj tasga. In ko je prišla na to pozicijo prvič v zgodovini ženska, je v bistvu tist 5 drugih mest ni bilo več avtomatsko zraven. Ampak je bila imenovana, ja, za vodjo, in je pač dejansko tisto vodenje se reduciralo v tajništvo, ne. Vodja je pomenil tajnica, ne. Tistih 5 posvetovalnih organov ni bilo več. Ja, a veš, to, Alenka, ne vem, če je treba biti ločen ali pa živeti na koruzi, da te sistem zablokira. Ja, sej, pol je pa to, ne, da bi se res pol izpostavljal, deloval v civilni družbi, vodil stvari v civilni družbi, moraš biti presneto trmast in te mora to presneto ujeziti, da boš potem res to počel. Poklicati, Alenka, ne ujeziti. Ja, kakorkoli že Poklicati. rečeš, no, iz različnih motivov delujemo, ker imaš v življenju toliko drugih stvari, ki jih lahko počneš, da pač potem najbrž nisi zelo, ali pa si rečeš morda kdaj kasneje, zdaj bi mi lahko še res kaj škodilo. Ja, čeprav mene tudi jezi ali pa boli ali pa pač ne. To, da nismo pripravljeni preizprašati 100-letnih pravil, ki smo jih postavili v določenih skupnosti, a ne? Ker je tako bilo 100 let, bo pa še 100 let, a ne? Hkrati smo pa na koncu vsi mal ranjeni zaradi teh pravil, pa vsi mal se ne čutimo poklicani v ta mehurček, krog. Ja, sej res, ne, ker iz tistih, ki pač ne pripadajo temu okolju, je najpogostejše vprašanje, kako lahko kar verjameš, kar slepo zaupaš, kar to, kar ti rečejo, ne, ker smo pač vajeni tega, da se pač nekoliko sami odločamo, da je vse odločitev, 100 vrst hrenovk imaš, pa se moraš odločiti zdaj pri tako pomembni stvari, ti pa kar rečejo z vrha, kaj moraš. Ampak tudi pri hrenovkah poslušaš influencerja. Ja, seveda, Ne? ne, Poslušaš influencerja, ki ti je povedal, da so slabi, pa tam si videl poslušaš influencerja, ki ti je povedal, da je treba kupovati lokalno. Jaz za svojo versko, bi rekel, za svoje verske belife v angleščini, ne vem, kako bi sploh verovanja, ne vem, v bistvu sem preposlušal najbrž 100 influencerjev, več kot pri hrenovkah. Ne? Se pravi, sem se bolj informiral, kot bi se za hrenovke. Ne? Ni da kupam vse, kar mi rečejo, ne. Ja, sej pravim, od zunaj, a ne. Ampak potem nekomu od zunaj res razložiti, tako globoko pa si redko kdo vzame čas. Tako kot pravi en moj marketinški guru Seth Godin, da moraš, če si v dobrem marketingu, moraš znati reči, oh, it's not for you. Ne. Res. In Ja. jaz to recimo povem komu, rečem, ne, to res ni zate. Stari, ne. Zdaj vem. In pol, dobro, mogoče kakšnega še več zanima, ampak jaz res mislim, da ni za njega to. Še, ne? Lahko da kdaj bo, ne? Ja, sej, recimo, če povem tak res oseben primer z moje poroke, ko sem si izbral tisti evangelij, ko mora biti žena pokorna možu. In jaz vem, da sem še pol leta v tistem dobila vprašanje, kako, a ti se kar s tem strinjaš, ne? In ja, takrat bi najreč rekla, ne, ni zate. Ja.
Mislim, ne moreš to razločiti tako kratkem času, kot bi si ga sogovornik vzel, tako globoko, kot bi ga pa lahko, pa si ne bo on vzel. In je pač veliko stvari na tak način v tem kontekstu zastavljenih. Biblija je, sploh Nova zaveza, je polna nekih paradoksov. Recimo, meni najljubših je, da Jezus reče, nihče mi ne more življenja vzeti, ker ga dam sam od sebe. In podobnih, ne, ali pa božja norost je modrejša od ljudi. Polno je nek in točen tak, ki si ga ti omenila, je tudi eden od njih. Ne. Zdaj pa ena stvar, ki pa mene res matra. Mene namatra to, da pač joj, kam gre svet, pa tako ne. To bi me matralo, ampak sem sreča Apokalipso prebral in štekam, kam bo svet na koncu prišel in korake do tja vidim sam kot uresničuje se božji načrt, lepo, še zmeraj je vse pod kontrolo. Ne. Bog ima še zmeraj vse pod kontrolo. Ne. Tam je tista vlačuga s 1000 gnusobami, pa zmaji, pa pečati, pa vse te stvari skozi bolj jih vidim. Ko gledaš Eurosong, jaz tam prav, to je zame tako moderna apokalipsa, recimo. No. Ko gledam tist, rečem, še zmeraj ima Bog vse pod nadzorom. To mene ne moti. Kaj pa mi je težko? Mi je pa to zapiranje diskriminacije pri denarju, pa zapiranje javnega prostora pri debatah. Ne? Tukaj pa jaz imam težavo, ker je cerkev kot družbena struktura prostor dialoga za mnoge stvari, ki se jih druge skoraj ne sme izreči. In to me pa moti in matra, da mediji, industrija, kapital, denar tega ne dopuščajo. Tega dialoga, da si ne dopuščamo in da je za ta dialog treba trpeti. To pa je nekaj, za kar se je potrebno po moje boriti oziroma biti pokončeno v tem, da se to more braniti. Dajte pustiti tudi temu človeku povedati, dajte pustiti tudi tega človeka na tarčo, dajte pustiti tudi temu človeku delati. Kaj mislite o tem? Močno se strinjam, da ta sredinski prostor dialoga izginja in ne vidim organizacije, ki bi ga zares ustvarjala. Zaradi tega, ker tudi nikomur tudi mi ne damo mandata, da bi to ustvarjala, ampak če dalje bolj želimo pripadati nekim skrajnim ali za ali proti. Osebno pa že zato, ker se gibljem v takih okoljih, jaz ves čas se mi zdi, da mirim za proti, kakorkoli, vedno poskušam še druge argumente in recimo mogoče, ena svetla točka se mi je zdela v zadnjem času, ko sem prisostvovala v Ajdovščini na lokalni debati, ki je bila prav z namenom tega, da se ozračje ne bi preveč razgrelo, organizirana po metodi diskusije za in proti. In so bili lahko izpostavljeni vsi argumenti in v začetku debate je bilo jasno povedano, da se želimo poslušati in da je pač ideja te debate, da se pogovarjamo argumentirano in tudi na koncu debate je dejansko prišlo do tega, da so se ljudje pogovarjali o argumentih in ne o nekih stališčih, ni šlo na osebno raven in to mi je bilo všeč. Torej, še obstajajo možnosti, se mi pa zdi, da si moramo prizadevati graditi take prostore, da to še ljudem ni čisto zares padlo na pamet, ker je pa res, da takoj, ko pa to organizira cerkvena organizacija, pa nekdo že a priori zaradi tega, ker je cerkvena, ne bo tja prišel, pa ne bom zdaj sploh naštevala razlogov, ki so lahko legitimni ali ne. In obratno, tudi kristjani pač nekam ne bodo šli, mogoče zato, ker imajo že ogromno svojega dela, ker po župnijah v končni fazi se pa tudi veliko dogaja. In velikokrat so potem res to debate prepričanih s prepričanimi. Na druge neke take debate pa ne bojo šli, mogoče iz 2 razlogov, ker itak vedo, da njihovo stališče ne bo slišano, po drugi strani pa, ker ne potrebujejo tega, bom čistko rekla. In mogoče bi bilo tudi z katoliške strani treba vložiti malo več napora za vzgojo v takšen dialog in za neko tako pojavljanje na dogodkih, a sama pa pri svojem delu opažam, da je takih dogodkov čedalje manj v resnici. Tudi civilna družba se tako po organizacijah organizira dogodke, nekih skoraj nevtralnih, je pa jaz že dolgo nisem bila na kakem, razen na tem v Ajdovščini. Ja, mislim, da to, ko si zdaj rekla, podpira tudi en stavek iz raziskave, ki je bilo, če bi se katoliške šole kot se za lepo petje trudile za vzgojo v
civilno, aktivno državljanstvo, kakorkoli, no, bi imeli veliko večje rezultate. Ne. Sem se spomnila zdaj, ker smo v zadnjem času smo imeli mi tlele na socialni, ne, pač projekt težke teme. Se pravi, aplikacija, s katero ljudi postavljamo v pare različno misleče, no, da se pogovarjajo prav to, da iščejo, da se razumejo, spoštujejo, da razumejo mnenje drugega in tako. In so izrazili v eni skupini mladi, ker so ugotovili, da so dokaj na isti strani glede mnenja, dajmo se dobiti s kakšno skupino mladih, ki ima čisto drugačno mnenje. Ne? Imajo to željo sprobati se na tem področju iskati ta prostor, no? Tako pravi, širiti ga, ne ga ožati. No? Ja, sam tu so mediji res naredili veliko škode, zaradi tega, ker so debate, ki nekdo zagovarja za in proti prav agresivno, so take senzacionalistične, in ko se je uvedel ta koncept na televizijo, nekako redko vodim pot nazaj. Se včasih zgodi, no, tudi da je kakšna debata, kjer se samo vsak lahko pove svoje, ampak običajno pa so najbolj gledane tiste stvari, ker se ljudje kregajo. Ne? In meni je tega iskreno žal. Mene pri medijih bolj moti ta framing, to, da ti celo novico že postaviš v kontekst enega svetovnega nazora, ne? In to še posebej pri javnih medijih, ker se na ta način masovno ubija sploh različnost mnenj. Ne? Po drugi strani je pa to tudi plus, ker s časoma bo to, da imaš neko mnenje, ki je drugačno od tega medijskega mainstreama, postalo tudi vedno bolj atraktivno. Bo več zagona, več elana, več motivacije noter v teh mikroskupinah. Samo v resnici moraš, tudi to je naporno, ne? Ti moraš bolj ves čas iskati neke informacije. In zdaj, kjera informacije so sploh verodostojne? Recimo, ne vem, tisti, ki se bomo res poglobili v kakšna referendumska vprašanja, mislim, je res trdo delo, mislim, vse nekatere stvari so čisto enostavne, ampak tudi, da zagovarjaš svoje stališče, je fino poznati zadevo. Zdaj, kjerim informacijam zares sploh verjeti, ne? Tudi te lažne informacije, tudi to je res velika težava. Ja, premalo se zavedamo, da te oddaje vzgajajo celoten narod. To se prenaša, seja iz parlamenta se prenaša na pogovor ob kavi in na pogovor v razredu ali pa kjerkoli že. Vse, pač povezanje je veliko bolj, kot je mogoče bilo včasih. Pač edino taka debata nam bo še ustrezala, ne? In se bomo skregali res, a so te češnje rdeče ali niso. Ne? Samo, recimo, kaj jaz pogrešam, so pa neke debate na nivoju lokalnih skupnosti. Ko bi recimo krajevna skupnost ali občina ali kakorkoli organizira debato na neko temo, recimo priseljevanje, in naredi res tako argumentirano debato za in proti, ker tam bi se pa lahko naučili tega spoštljivega dialoga, ne? In take momente prepogosto izpuščamo, se mi zdi. Niti jih ne prepoznamo kot pomembne ali kakorkoli, pa so, sej, kar oblikuje nas tisto okolje, v katerem bivaš, no, sej. Prej si rekla, mi je bilo zanimivo, da če cerkev organizira že itak, veliko ljudi ne bo prišlo, ker je že sama zaznamovana. Ne? In pa sem razmišljal, ampak to je vsak človek, če ga malo zgooglaš, ne, je zaznamovan, tudi če je v imenu javnega. Ne? Mogoče to so tam zlorabe lahko še večje, ne? Če krajevna skupnost ali pa občina to organizirata. Ne? No, sej konec koncev tist praznik, ne, kjer je bila Nataša Pirc-Musar, ki je ustala na Hejtovariše, recimo, ne, je bila to vrstna zloraba, recimo, ne, strani lokalne skupnosti. Ne. Ja, a bomo zdaj v imenu tega, da se da vse zlorabiti, pa kar opustili vsako prizadevanje, se mi pa tudi zdi škoda. Ne, ampak kaj hočem reči, se mi zdi, da organizacije itak ne delujejo več, članarine se ne plačujejo več. Te kolektivni deležniki ne funkcionirajo več v današnji družbi influencerjev in tako naprej. Ne. In da je zelo pomembno, da ustanemo in zavestno intencionalno, namensko gradimo vsak samega sebe. Kot osebo, z možno dialoga, kot osebo različnih prijateljstev, pa vendar kot osebo, ki ima neko mnenje, tudi do javnih družbenih stvari, ki seveda dopušča drugačno mnenje, ki ni prestrašena, in tukaj je zame bistvo krščanstva. Ne? To, da nisi prestrašen, to je zame bistvo krščanstva. Ker čutiš, da te ima nekdo rad, ker čutiš, da bo zate poskrbljeno, da si že rešen, da kljub temu, da vidiš, da se apokaliptični scenarij uresničuje, si ti rešen, in zaradi tega lahko greš do drugačnih in z njimi debatiraš. Ne? To se mi zdi pot, na katero jaz skušam staviti. No. Ja.
Jaz tudi mislim, da ne moramo pričakovati, da se bo, ne vem, Slovenija spremenila, ne moramo pričakovati, da se bo katoliška cerkev spremenila, nam se pa ne bo treba spremeniti. Ja. Jaz lahko pa grem naprej tako, kot sem delala do zdaj, govorim to, kar sem samo do zdaj in si mislim, da sem dosegla že svoj vrh in da boljš od tega itak ne morem biti. Ne? Te bolezni imamo pa katoličani kar veliko, Ja. se mi zdi. To, da mi vemo, kako je prav. Tako. To, da mi vemo, drugi pa niso svetega pisma pa katekizma prebrali, pa ne vejo. Ne. In ko se bodo drugi spremenili, bo boljš. Sem pa ravno čez vikend poslušal eno e-knjigo, v bistvu, ki govori o družbeni participaciji, o tem tako naprej. Ne. Je avtor rekel, da je ta sprememba res najtežja. En močen razlog je tudi zato, ker tvoji bližnji, če ti uresničuješ svoje ambicije, tvoji bližnji te včasih, ker se toliko spremeniš, ne prepoznajo več. In strah pred tem, da te bojo tvoji bližnji, tvoj mož, žena, otroci, starši zavrgli, ker boš toliko drugačen, kot te oni niso navajeni, ker pač od tebe nekaj pričakujejo, ker si ves čas bil tak, ne? Da to je en zelo, zelo močen kriterij. In potem sem se spomnil tudi to gibanje družine in življenje, ne? No, pravijo, ne, da mož pa žena se morata hkrati približevati Bogu. Oni pač to razlagajo s trikotnikom, ne? Na vrh je Bog, spodaj sta pa dve oglišči, mož pa žena. Ne? In da če se eden od njiju bliža Bogu veliko hitreje od drugega, bo ta razdalja med njima, ne? Bo že pri Bogu, ne? Ampak bo razdalja med njima taka, da bo pač ta veza razpadla lahko ali pa bo slabša. Ne? In da to moramo paziti, da je treba pač iti s hitrostjo drugega, ne? In na nek način ta davek plačati. In podoben jaz tu doživljam slovensko in svetovno sceno. Ne? Ja, ne se preveč zapirati, Matej, v ta svoj mehurček, ampak plači davek tega, da imajo drugi drugačno mnenje in se dvigaj skupaj z njimi. Nosimo drug drugega proti resnici, ne? Nosimo drug drugega naprej navzgor proti resnici, ker v tem individualističnem svetu pa velikrat vidim tudi to. Jaz grem, pustim vse za seboj, grem sam proti svojemu odrešenju, proti temu, kar je zame prav. Tudi cerkev tako skozi reče, ne moreš ti resnice najti brez občestva. Sam ne moreš, ne? Mislim, odvisno, kako zdaj sploh vse to dojemaš, ne? Zato, ker bi rekla, da večina ljudi pač živi v svoji rutini. In včasih je lažje tekati z ene dejavnosti na druge, kot se sploh ukvarjati s to osebnostno rastjo in razmišljati, kdo ti si in delati na sebi. Sploh v današnjem norem času se zoža to na neke gostilniške debate in potem greš domov in živiš naslednji dan ko hrček in nekega dne ugotoviš, da si izgorel. In da si star 50. Ja, to na srečo še nisem tam. No. Ne, saj jaz tudi ne, ampak dejansko opažam ljudi, ki se zavejo, da so 20 let prespali. Tako, in potem se kar naenkrat začne to veliko, imaš prav, in pa se začne res ta osebnostno iskanje, pa praksa čuječnosti, pa joga, pa ne vem. Zakaj sem se jaz na to spomnila, ne? Ker včasih, ko se tako pogovarjamo v kakšni družbi, je to, ko jaz rečem, ja, pa to smo mi imeli v katoliškem študentskem domu, takšne vprašalnike, ne. Sedaj meni je pa to logično, da se, ne vem, zvečer malo vprašaš, kako je šel tvoj dan, se to pa je neka osnova osebne higiene, mislim, tako, ne, zobe si Examen. Pa to narediš, ne. Pa si rekla, da si bila v Frančiškovem, to izgleda bolj jezuitsko, veš? No, pustimo to, ampak bila sem oblikovala me in mi je dalo res take osebno-higienske prakse, kot jaz tem rečem, ki jih pol nekdo drago plačuje skozi neke tečaje psihološke, sej nič narobe, če greš na neko psihoterapijo, meni se zdi to že čisto v redu, ne? Še vedno pa se mi zdi, da pač, če bi pa da bi ljudje lahko našli tudi v krščanstvu. A ne, da koliko so ene stvari v cerkvi poceni ali pa zastonj. In to se sploh, mislim, dejansko se ne ceni, ker je prepoceni, no? No, zdaj sem morda nekoliko zašla s tem, ampak točno to je, ne, potem te pa lahko hitro pa ne sekta, kakšna miselnost potegne v kak krog in hitro začneš pol pripadati tudi komu, drugim praksam. Ki je malo krajšega roka. Morda. Trajanja. Ja, in potem se pa pač spet gre vse v skladu, da se odločaš s to filozofijo potem. Ne? Ali pa mogoče glih to pogrešamo, ne? Ja. Meni se zdi včasih mal te nežnosti mogoče, ki obstaja v teh nekih drugih praksah. Mal tiste topline več, ne? Ker smo postavili preveč pravil, mogoče tako smo že prej rekla, ne? Mečke ne sprejetosti drugačne, ne?
tudi tak čisto iz osebnega življenja, ko sem koga peljala tako k maši, mi je enkrat rekel, ja, ampak se te že na začetku obsodijo. Ti se moraš že prav v začetku maše si obsojen, da si grešnik, ne. In se moraš zdaj pokesati, ne. Joj, to je manj pretežko, ne. Ja, malo te nežnosti, mogoče malo tudi razumevanja, da... Ja, to je pogled od zunaj nekega, pa pol ne poslušamo, pa bilo dobro, ne? Ja, jaz tudi mislim, da jaz prepogosto tako dobivam sporočila, sama neka ta res močna stališča, celo nekoliko agresivno jezna stališča, obsojanje, ne, v drugih medijih, ta sprejemajoča bila to bistvo krščanstva, ta ljubezen, pa redko zaveje. Ja, Ne? ja, zelo redko. To pogrešam tako. In to mene napeljuje tudi, če zaključimo ta podcast, da smo kristjani poklicani v civilno družbo ravno prek dajanja te nežnosti in ljubezni. Ker recimo Slovenska Karitas je zelo, zelo uspešna zgodba. Zelo, zelo uspešna in tam so not taki zlati ljudje res. In tudi moški, ne samo tako Jožica Ličenta, ki je zdaj pokojna, ampak recimo, ne vem, v podcastu sem imel Mateja Pirnata, Petra Tomažiča. To so take velike osebnosti, ampak Karitas, kukarkoli se to čuden sliši, ker ima nek prizvok, mediji to ful pokvarijo. Tudi Zavod Živim je v resnici čist drugačen, kot ga mediji kažejo. Tako jaz sem bil velik z njimi, ne. Karitas je tok nežna organizacija, tok nežna v resnici na tej slovenski ravni ali pa kakšni od škofijskih ravni. Te voditelji Karitas, te glavni tajniki na škofijski ali pa slovenski ravni, to so tok nežni ljudje, pa tok sprejemajoči, pa tok dialoški. To je zame podoba krščanske civilne družbe. In tudi tukaj so jih hoteli zločiti ven, da ne bi imeli status nevladne organizacije. Ne. Tudi to ni bilo dovolj. Ne. Zaključne misli, kaj ti odmeva, Andreja? Kaj mi odmeva, kaj sem se spomnila na en stavek, ki me je oblikoval od Igina Giordanija, to je bil italijanski poslanec, ki je rekel, da ko pride v parlament, ne more svojega krščanstva kot plašč obesiti pred vrata in vstopiti noter drugačena, ne, samo kot poslanec. Da rabimo delati na tem, da svoje življenje izenačimo, no? Kjerkoli smo, da smo isti. No? Sinhroniziramo da med sinhroniziramo, sabo. Ja, da si to, kar si, kjerkoli že si, v katerikoli pač sredini in ja, ne vem. No. Bravo. To, da bomo v cerkvi isti kot na eni konferenci evropski. Ne? Tako. Da bo tam ista oseba. Ne? Alenka, tvoja zaključna misel? Ja, mislim, to bom zdaj na konec navezala, sicer jih imam ene 10, ampak recimo, ne, se spomnim res tistega, take misli od patra Pavleta Jakopa, pa ne, če je on odkot skupiral, kakorkoli, da bi znali tako živeti, da bi lahko vsak trenutek poslali z nasmehom in ljubeznijo v večnost. Ker če bomo tako živeli in takšno energijo ves čas oddajali, verjamem, da bomo veliko dobrega naredili. Kako točno se bo pa družbena realnost odvijala, tega pa res ne vem. Hvala vama, res je bil tak sproščen, pripravljen, pa vendar spontan pogovor. Poslušalke in poslušalce bi še obvestil, kot živite, najbrž četrtina vas posluša preko Google podcastov, ki ga junija ukinjajo, tako da pejte hiter na Spotify ali pa na YouTube Music, pa se tam naročite, drugače se ne bomo več slišali, pa mi bo zelo hudo za vas. Ajde, srečno.